Lepo pozdravljeni na okrogli mizi na temo mladih in poezije, ki zaključuje letošnje literarne dogodke v sklopu meseca rasti z izjemo zaključnega literarnega večera, ki se bo odvil naslednji teden ob 7. v Pritličju. Letos smo vsak ponedeljek pripravili delavnico, eno je vodila Marjetka Krapeč, delavnica kreativnega pisanja, eno je vodil Dejan Koban, delavnica rock and roll poezije, kjer so ustvarjalci raziskovali alternativne načine ustvarjanja pesniških zbirk. Danes bi se nam morali pridružiti še Lara Ružič-Povir, ki je odsotna zaradi maturitetnih vaj iz geografije, in Veronika Dintinjana, ki je odsotna zaradi bolezni. Tako da, če za začetek predstavim vsakega od naših govorcev, je najbolj stran od mene Dejan Koban, montažer na RTV Slovenija, soorganizator literarnih pesniških večerov Mlade Rime, izdal je že 3 zbirke, in sicer Naslovljene tebi, Metulji pod tlakom in Razporeditve. Zraven njega sedi Jakob Barbo, dijak gimnazije Vič, ki je v lanskem letu izdal svoj pesniški prvenec Ki kroži. In pri meni Marjetka Krapeč, profesorica slovenščine, vodja literarnega kluba Letežer, v okviru katerega je pomagala izdati že marsikateri dijaški prvenec, avtorica 2 zbirk, in sicer Prgišče ter Sledi bližine. Mogoče bi za začetek prosil vsakega od gostov, da v svojih besedah definirate pojma mladost in poezija. Dejan, mogoče ti začel. Zdravo. Se pravi mladost. Mladost je tako, recimo, ko sem napisal to pesniško zbirko Tebi, ki se sedaj globoko sreduje, in nimam kot prvo pesniško zbirko nekako zaznavam Metulje pod tlakom, ampak okej, tukaj sem napisal za nalaž, zaradi tega, ker pač to bilo v srednji šoli, da sem vesel. Sem mislil, da bo ona bejba ful dol padla, ko bi to prebrala. Mislim, da sploh do konca svojega šolanja ni vedela, kdo sem jaz. Vse vsem. Kaj je definicija mladka? Mladost in poezija. Mladost in poezija. Mladost in poezija. Ne vem, kaj ne rečem. No. Tisti, ki ga zanima, je verjetno totalno vzhičen, ko je mlad in začne ugotavljati in spoznavati te res pesniške razsežnosti. Po mojem zelo podobno kot pri glasbi verjetno. Jaz sem začel v prvem pa drugem letniku poslušati klasiko, Čakovske pa te fore. Pa v 3. letniku sem začel Explodet poslušati, pa Njete, pa tako. Tako da zelo podobno je bilo s poezijo, recimo. Začel sem brati Borisa Novaka, pa recimo Dane Zajc, pa tako. Pa sem je pa obrnil, pa Kosove, pa sami taki čudaki, Feo, pa tako. Tako da na ta način, tako da po mojem, ne vem, sploh ne povem, kao povezava, a res? Ker meni se zdi, da nisem nič povedal, oziroma zelo čudan, zelo nepovezan, tako da veš, mislim. Zdaj, če sem povedal, pa se ti si napisal nam, da je sproščen pogovor. Ja. Okay. Tudi, če bo kdo vmes imel kakšen komentar, pa na dan z njim. Jako. Ja. Jaz bi se tudi takoj navezal na Dejana, da si predstavljam, kako že kljub temu, da sem vsaj nekoliko mlajši, da si predstavljam, kako je to, ko vidiš, da nekaj je že precej drugače od tistega slova, ki bi ga potem rad imel izoblikovanega, ali pa izoblikovanega. In kar sem jaz pri sebi opazil, je zelo zanimivo, kako gre v neko sporednice s tem, kar smo pri slovenščini obravnavali v prvem letniku, s tem, kar sem jaz takrat ustvarjal. Ne? In gre pri mladosti res za eno, bi rekel, energijo, ki se potem razvija v eno poezijo, potem, ko si nekako se toliko ustalil v svoji obliki, to, ko si dejansko toliko spoznal, toliko raziskal, in prišel, in ko je prišla do izraza tudi ena tvoja, sam tebi lasna nota, v poeziji. Ja, samo ena mini replikica, mislim. To je fora veliko tema, ker jaz, ko sem to o tebi napisal, sem čez pol leta napisal še eno, pa še čez dodatne, kar naprej, čez dodatne 3 mesece še eno zbirko. To je bilo novo, ne bilo čisto drugače, kot da bi bilo 5 let vmes razlike, recimo. To je prednost mladosti, po mojem. Ker če že padeš noter, to je pa nekaj druga, to kar proizvajaš. Najprej pol leta sploh bral nisem več. Jaz sploh prepisal nisem več, recimo. Ne vem, zakaj mi je to polna luna bila, pa sem nekaj napisal, tako sem začel.
Pa sem pa začel absorbirati tudi pesniških zbirk od drugih in je počas pobesnela prikolica čistih solz. Je pesniška zbirka moja, ki ne bom nikoli zagledala verjeten ljud sveta, razen mogoče na teh delavnicah tukaj, in je popolnoma drugačna od tebe, recimo. Meni se zdi kar spodobno že. Mladost je stanje duha. To je prva stvar, zelo kratko, prav. Poezija je pa najžlahtnejša samota. To pomeni tista samota, ki te sooča s temeljnimi vprašanji. Ali so to etična, ali so to politična, ali so to ontološka, ali so to socialna, ampak vsekakor samota. Ko si sam sabo in premišljuješ vse. Mogoče bi pa tudi ti nadaljevala in sicer, kje se te dva pojma povežeta. Mogoče malo komentirala to, kar je že prej Jakob omenil, in sicer srečevanje s poezijo v šoli. Predvsem pa, kako ti vidiš mladega v poeziji. Je mladi vedno tudi mlad biološko, po starosti, ki si pa v zbirko je dala razpozno, ali je mladi pač, kot si rekla, stanje duha? Kako se povezuje mladost in poezija? Tako, da poezija po moje rešuje človeka pred neumnostjo, pred dolgočasjem, pred obupom. Za poezijo je potreben pogum. To ni stvar samo igračkanja, lahko je tudi to, ampak ni samo to. In na tistem trenutku, ko sem mlad človek, najprej, tako kot je Dejan rekel, poigra, ni nič narobe s tem, ampak zmoti me to, Dejan, ko rečeš, da se sramuješ. Meni se zdi, da to je ena razvojna faza, skozi katero si šel, Ti to videla, mislim. Ti to videla, tako sranje v prostim, to je res grozno. Ker človek ni prej več bral, vse sem vam povedal, to je to bil. Nobenega zavedja ni bilo nič. In potem si vas zadovoljen, ker imaš ta egocentrizem totalno našponan, pa ni nič hudega z njim, pač ful se ti zdi, wow, kako to cool je, ful sem the best. In pač ni bilo, res ni bilo, vse v parih knjižnicah obstaja. Kranjske, recimo. Mislim, vsekakor se mi zdi, da je kdaj na to vprašanje, kdaj postati pesnik, ali pa kdaj dati ven svojo poezijo. V tistem trenutku najbrž, ko pri sebi ugotoviš, da s tem ničesar ne dokazuješ, predvsem ne sebe, in da to sploh, da ti kot avtor, ampak kot pisec, nisi v ospredju, v ospredju je tvoje delo in tvoja misel in tvoje besede. Ko s tem opraviš, če opraviš, potem si zrel za izdajo, po moje. Zdaj, to pri 18 ali pa pri 50 sploh ne šteje. To je. To je Škaljanci bil star 43, ko je izdal prvo pesniško zbirko. Kako? Predsednik Bergles. Ja. Pa še kdo, pa Hemingway kakšno, A to pa ni. Sicer ni pesnika. Ja. Če že. Bukovski pa tudi neki 33. Kako pa v šoli? Srečevanje, kako jih vidiš? Srečevanje mladih s poezijo? Ja, lej. Za ene to ostane zaprt prostor, zato ker si ne priznajo, da se dnevno po naših in vaših prostorih koteli, kaj ne rečem, praznina. In je to mnogo lažje konzumirati, kot en tekst, v katerem se treba zdaj staviti in premisliti. Poezija ni kar tako, ne da jo zdaj ne vem, to je ena glorija, ampak dejansko postavlja človeka in postavlja gledalje. In zato je naporna, zato ker zahteva odgovore, bolj kot dajo, zahteva, da se sprašuješ. Zato, ker je kot vsa umetnost je poezija razmišljanje. In razmišljanje je pač vedno ontološko, vedno te postavi v središče, ti moraš razmisliti. In odgovori ne pridejo od zunaj, ampak ti jih moraš sam formulirati. In to je zame poezija. Ne vem, težko, saj sami veste, skozi kakšno pot smo vi in mi vsi šli, da smo prišli do svojih lastnih uvidov.
In najbrž je poezija en del tega uvida v širšem globusu. Ja, kako bi ti, na primer, napisal to? Naprimer, točno to, kako iz tega antološkega razmišljanja in tega pridemo v neko ustvarjanje, zakaj se to pri nekaterih zgodi, medtem ko se pri drugih. Medtem ko pri drugih je to pač zaprt prostor. Ja, sigurno gre tukaj res za to, kar smo redka že prej rekla, da gre za en oseben pogum, ne? Da gre za, ker tukaj gre dejansko res za eno razodevanje, ne? Za eno res močno razodevanje. Sploh se mi zdi, da je ta neposrednost, ki ima mlad človek, ne? Ki je še tako dosti, ne vem, neobremenjen na ta način, da si stvar lahko pove zelo direktno, ne? Pa neobremenjen tudi na ta način, da še ni, da ni toliko načitan, bi rekel, ne? Da se mi zdi, da ti lahko že z mladimi leti zelo globoko podraš, zaradi tega, ker nimaš te omejitve enega literarnega, enega tazga znanja v literaturi, ker se mi zdi, da lahko te taka stvar, ko se ne ve kakšen doktor, tudi na nek način prestraš, ne? Da se na ta način lahko distanciraš od ustvarjanja. In to ima mlad človek. Strah. Svobodo. Mlad človek ima svobodo, pa eno tako neobremenjenost, jaz bi rekel neobremenjenost, in iz tukaj izhaja ta energija, ki sem prej rekel. Lahko jo ima, ne? Lahko ima, po drugi strani pa lahko pride pa tudi do tega, kar si delali, oziroma pride veliko primerov do tega, da si prehitro zadovoljen, da se ne zavedaš svojih pomanjkljivosti, da ne bereš, ne? Kot rečete, berite, ne? Na zredu, milionkrat. Ja, kako bi rekel, ne? Ampak mogoče se pol, vsem se mi zdi, da se vsi strinjamo, da pred pisanjem je najbolj pomembno branje. In bi lahko rekli tudi, da zelo pogosto pa mladi začnejo pisati brez da bi prej brali. Ja, je tako. Jaz sem bral atlase. In mogoče tudi bi tukaj začeli debato o tem, o čem se pol piše. Literarna kritičarka Mojca Pišek je enkrat v enem svojem zapisu posebej poudarila, kako se zdi, da vsi mladi pesniški glasovi tulijo v en glas in isto ponavljajo znova in znova, ne da bi v resnici katerikoli izmed njih karkoli dejansko povedal. A bi lahko to tudi povezalo v resnici s tem, da se premalo bere, recimo specifično premalo bere poezijo? Problem je po mojem druge. Problem je v tem, da se gre premalo globoko v poezijo, v zgodovino mogoče poezije, v raznorodnost poezije. Ker mi v Sloveniji, jaz bom zdaj govoril za Slovenijo, ker znam, sem tam Anglija, pa Belgija, pa nekaj. V Sloveniji imamo tako močno tradicijo raznovrstne poezije, da se mi sploh ne znamo predstavljati. In pri ogromno mladih se poezija, zgodovina poezije začne leta 91. Zdaj jaz to ful karikiram, 91 sutra mi odzupana, recimo primer. Malo ljudi pa gre ful nazaj, recimo, ne vem, na 60, 70 leta in podobno. Ne. Takrat je bil res izbruh vulkana, kar se tiče ustvarjalnosti. Tudi v samem izdajanju pesniških zbirk je bilo toliko ene raznovrstnosti, da se sploh ne znamo predstavljati več. Tudi se ne znamo predstavljati, kako bi lahko zdaj v tem času ena knjižna založba izdala pesniško zbirko, ki je pesniška zbirka po naslovu in potem kdo jo je napisal, ampak ko odpreš, pa vidiš nič drugega kot recimo 60 strani grafičnih listov. Seveda, drug čas je bil pa avantgarda, pa ne vem kaj. Ampak ti si v istem trenutku lahko odprl to grafično knjigo in si lahko odprl knjigo sonetov, popolnoma klasičnih sonetov in spet knjigo ljubezenske poezije in knjigo konkretne poezije in tako naprej nazaj in levo desno. Zelo je bilo v bistvu razpredeno izdajanje. V tem času tudi recimo vse velike založbe, večina velikih založb so imele svojo zbirko prvencev pesniških. Recimo tega ni več, ne. Mladinska knjiga ima, ampak ona ima tako
zbirko prvencev, se pravi en leterok, proza, en leterok, poezija, kar pač pride tej urednici, ta pamet, kaj bo zdaj izbrala v uredniku, recimo. Ne. Hočem reči, pač začeli se na začetku 90-ih, se mi zdi, začela se ta neka diktatura nekega načina pisanja, pustimo zdaj, kdo je to, kdo, kaj, zakaj, ampak pač, če se spremlja to našo slovensko poezijo, se lahko na to zelo hitro nasadiš, ne. In vidiš, da pač ena določena struja urednikov je prevladovala s tem tudi podoben način pisanja, ne isti, in to so zelo dobre pesniške zbirke, ne narobe razumeti. Tone Škarjance, mene najbolj priljubljenih pesnikov pa spada v to kategorijo, recimo, tega novega, ne vem, opisovanja malih reči, preleti mi gor na noto vodo pade pika polonca, zdaj naredim celo dramo z tega. In to je super, ne? Ampak to naenkrat, to je bilo že prej. In potem v 90-ih so pesniki Primož Čučik, Gregor Podlogar, Tone Škarjanec in podobni odkrili na novo v svojem svetu, s svojo govorico, opisovanje teh majhnih reči in delovne filozofije iz tega. Ampak to je počas prevladala, ne? V enih krogih, v enih založbah, recimo. Pa nič drugega ni prihajalo za njim, ne, recimo. No in ko je prišla prva pesniška zbirka ven, Katja Plut, in predvsem potem naslednja, mislim prva pri veliki založbi, recimo Gogi, in potem naslednja Štafeta hvaležnosti. To je bil totalen boom, ne? Že zaradi tega, ker ko si ti odprl knjigo, si videl že tako. Pesmi so se razlikovale po načinu, tipografija je bila drugačna, recimo. Pri eni pesmi je uporabila seveda zelo namensko in zelo spametno, Katja Plut, 7-8 različnih tipografij, pa pol bold, pa kurzivo, pa sem pa kaj, zato ker je hotela nekaj povedati. Zdaj, mi to razumemo, ali ne je drugo, ne. Ampak je šla v to naprej. Jaz, ko sem to videl, to Štafeto hvaležnosti, sem prvič videl v Španiji, pri enem prijatelju, ne, v policiji, samo ni tako ni štekal, mislim, Španci bil, ne, sam je dobil od njej darilo, pač. In sem videl edino slovensko knjigo, tako gledam. Takrat sem jo spoznal, recimo, 2006, eno leto po izdajanju. Je čisto obrnila ta Katja Plut, ne, totalno. Pa pustimo, sej ni, ne vem, kaj je zdaj, ni, je super, ni dobra, je dobra. Ampak je bila drugačna. Takrat sem bil pa že ful povezan že s poezijo, ne. 2006 sem bral Kanor, vse. Celo koš sem prebral poezije, kar je vredno brati. Vse okrog tle, ne vem, zdaj sem tudi učlanjen v Mariborsko knjižnico, ful te mariborske, oziroma vzhodne slovenske pesnike, ful dobro dosti bolj zastopam, kot pa tle, recimo, okrog. Mislim, to vse, ne vem, no, ta Katja je res dala tako upanje. Se pa še to po njej, ne, ampak ni nekega načrtnega dela ali pa želje, da bi kaj drugačnega se sploh delali, recimo. Pa pač prideš v občutek, ki te mogoče vara, da je vse isto, oziroma podobno. Čeprav so nijanse, seveda. Nijanse, ostenki. Ne vem, sicer ne bi šla zdaj v to zgodovinsko razpredanje, no, kako je z razvojem slovenske poezije, čeprav recimo, da nekaj tudi poznam, ker meni se zdi, da to ni tako pomembno, to tako imenovanje krogi. Jaz v nobenem krogu nisem, od sodobnosti, od literature, od beletrine, jaz sem samo bralka. In ko sem bralka, dešifriram svet avtorjev, ki jih berem, in to mi zadostuje. In mi je čisto vse, a je šlo to pri Gogi ali pri beletrini, ali je to pri samo založbi. Mi smo vsi toliko obremenjeni s tem, kdo komu kaj izda, da to je za znored. Ne, jaz nisem hotel Se nisem mislila, da ti, ne? Mislim, jaz sem hotel nekaj drugega mogoče povedati. Da je ta prostor, je tako majhen, pa se pa še tako grupirajo. In zdaj se še pesniki grupirajo, politiki, ne bomo o tem govorili, grupirajo, ampak to je brez veze. Poezija je univerzalen svet in jaz ga tako dojemam. To je super, samo ne pride, zaradi določenih ljudi pač žal ne pride ta vsa poezija, ki bi lahko prišla do nas, ne? Sploh z leti zdaj, ker pač se ukinjajo pač določeni programi in knjige in vse, in pač ne moramo tega absorbirati, oziroma se ne da tako dobro absorbirati kot nekoč, sem to se hotel povedati. Razumem, da hočeš reči, da politika nam kreira tudi umetnost. Mogoče tudi, ja. Sam sem bil čist tako, zdaj sem sam se obrnil na
striktno samo na založbe, kaj ponujajo, no? Brez teh političnih zaledij, ker to je pa grozno. Brez veze, no? Ampak samo tako, pač več je bilo prej, se mi zdi, izbire, no? Da je lahko človek pač prišel do nečesa različnega, kot pa zdaj, ne? Imam feeling, no? Ne vem, jaz nimam tega občutka, no, zdaj, kaj je bilo več. Meni se zdi, da je zmeraj pač dovolj za tistega, ki hoče brati. Če pa mu ni dovolj, pa je itak tukaj odzadaj še zakladnica evropske poezije, ki je neizmerna in jo itak premalo zadneva človeška življenja, da bi lahko to prebrali. Tako da meni se zdi itak to vesolje, no, v katerega vstopaš. Vse super slovenska poezija, seveda jo podpiram in tudi berem, no, ampak vse beremo še druge stvari, no, in sistem, ne vem, jaz postavim eno trditev ali pa misel za razmislek sebi in drugi, no, da človek pripada svetu, ki ga sam ustvari, ne iz katerega prihaja. Torej, si ustvariš svoj lastni svet, ne samo na podlagi slovenske poezije, torej pesniški svet, ne, ampak vsega tega, kar smo prebrali, no. In tega je zelo veliko in je dovolj. In mislim dovolj. In je še zmeraj zelo veliko možnosti. No, to se strinjam. Sam strinjam se pa s tem, da je dovolj. Zaradi tega, ker je ogromno ljudi, ki to dobro piše, pa ne more priti v ospredje, da bi izdali knjigo, ali pa da bi saj bili v... Recimo, pri nas smo prenehali izdajati antologije, no. Tega ni več, recimo. Veš, kaj reče Rilke? Naš slavni, zlati, čudoviti Rilke. Eno lepo misel in sicer, če je v gorah zlato in ga nihče ne more odkopati, potem ga bo na dan prinesla reka. Hočem reči, tisti, ki piše, bo že našel pot, da bo tudi izdal. Pa če ne za časa tega življenja, pa po smrti, tako pač je. Ampak to je, ali pa če se ta misel, jaz verjamem, da tudi če se misel ali pa pesem ne materializira vedno, tako v fizični obliki ne izide, šteje tudi samo misel, šteje tudi pesem, ki si ti napisal. Pa nisem zdaj nekaj duhovnost, ne mislim to tako, ampak vse gre tudi obratno pot, da ne pozabim dopolniti, no? V tem smislu, da reka časa pogoltne vse tisto, kar ni v redu, ne? Ja, pa kar je v redu. Ja, tudi, ne? Sam jaz bi bil rajši rodar, kakor da bi čakal na vodo, no. Vse voda ful hitro pride ponavadi, samo vse ne. A razumeš, kaj je pot, mislim, jaz sem preveč. Jako, veš, to zdaj zgleda, kad... Si pogledaj, bolj. Jakob, mogoče bi tebe vprašal specifično, kako se kot bralec spopasti s tem vesoljem? Ker tudi, če pač hočeš kje začeti. Ja, to je vprašanje, s katerim se kot človek, ki sem kot bralec ni aktiven več desetletij, v bistvu vsak dan spokadaš. Zdaj, prvo tako vprašanje, na katerega si poskušam odgovoriti na to, kot jaz to dojemam, se mi zdi, da moraš najprej govoriti, a začeti z branjem neke teorije za neko obdobje ali začeti z branjem takoj dela. To je zdaj, najprej sem jaz, ko sem vstopil v ta svet poezije, kar je bilo seveda v prvem letniku, ker je bilo prej, se mi zdi, to osnovni zelo zaprto osnovni šoli, je bilo res z branjem del, potem pa v bistvu se mi zdi, da starejše kot je obdobje, to sito časa, ta reka, že bolj pač narediti vidno tisto, kar je dobro in kako se rekel, tisto, kar ni, odnese. Tako da že en zelo dober izbor dobiš v raznih teh zbirkah, ne vem, grške poezije ali pa orientalskih, In kaj pa se tiče novejše, se mi zdi pa dober pristop, da
prebereš kakšen literarni program, da pogledaš razne del v literarnih revijah v tem obdobju, da lahko pač sam res izbrskaš tiste. So verjetno na tak način potem tudi prije do tistih avtorjev, ki jih je ta reka malo zagrebla, ne? In jih odkriješ in dajo neki tep in ti daš to naprej. Ne? In čez 200 let ti je ta kamenček, ki se ga ti premaknil. Ne? Te reke najbolj se po mojem kar skopat najbolj. Mislim, zagotovo je tu veliko na bralcu, glede na to eno izmed izhodišč, jaz nas postavljam tudi to, da se pogovarjamo o tem, koliko malo je bralca poezije, pa koliko veliko je pesniških zbirk, ki so vseeno izdane. Zdaj, o njihovi kvaliteti enkrat drugič morda, ampak vseeno je pač težko izbrskati nekoga. Kako boš ti iz 280 zbirk dejansko si prelistil, vse to je pač opcija, da si 280, ne, pač lahko, ampak naprimer pač en povprečen bralec, razen tega, da naključno izbira pa upa, da bo odkril nek zaklad, nima v resnici nobenega drugega orodja za to. Ima svoje prijatelje, ima v bistvu, ne vem, ljudi okrog, ima te družbene omrežja, whatever. Pač sam pogovarjati se moš, po mojem, pa lahko zveš ful enih stvari. Ok, če si nor, hodiš vsak teden v konzorci in gledaš na temune novosti, oziroma ponavadi imajo res dobre zbirke tako dane noter v te police, da jih sploh ne vidiš, da so nove. Moš res prav od črke do črke, od hrbta do hrbta, to je dal zajeban, ker so ful oski hrbti. Ker v romanih je cool, ker je takole, bum. Te zbirke so pa takole. Vsaj jaz, ker ne vidim več toliko dobro, mi se moram pravumem. Pa takole, pa me pa vrati boli, nekaj tako gledam pa berem. Ker nočem čisto vsako knjigo zdaj vam tišem. In pol so 27 zbirkami, kjer je seveda pretežno teh samo založb, pa to in pač ždim tam 3 ure, pa izbiram ven. Lahko mi ni skoraj nič všeč, ampak se pride kdaj kaj izvela. Od samo založb, pa od pač etabliranih znanih založb. Ne vem, razmišljam o tem, jaz ne moram to prebrati, ker ti fizično imam dovolj časa, pa ne vem, pa interesa, ampak se mi zdi pa, da je branje, s tem se strinjam s tabo, pravzaprav osnova, in da pravzaprav vsak bralec, da zagotovi neki knjigi nesmrtnost. V tistem trenutku, ko jo berem. In zato tisto, kar berem, hočem zares prebrati. In zato verjetno ne zmorem prebrati 20 knjig v enem popoldnevu ali pa v enem tednu. In tisto, kar preberem, potem vzamem sabo in je del mene. In v tem smislu nesmrtnost. In v nekem smislu je branje obred ponovnega rojstva tega sveta, ki je tam zapisan. In to je super. In se mi zdi, da sploh ni pomembno, koliko preberemo. Ne moramo prebrati vsega. Ne moramo prebrati vsega. Jaz ne moram vseh prvencev, niti vseh romanov. Ne moram. Ampak tisto, kar preberem, pa sem hvaležna za to, kar je tam napisano, če mi je všeč, pa sploh. In se na ta način postane en del mene oziroma bralca. Tako da ne bi govorila o količini prebranega, ampak o kvaliteti branja. Da nismo površni kot bralci, ampak da smo pravi bralci, to pomeni, da poskušaš res oživeti ta svet, ki se je tam izrisal. Včasih je res skromno ta svet. Čisto majhen, ampak vse je pošteno, če že vzameš knjigo, od tega, da vzpostaviš en dialog s temi. Že sem kukor gre verjetno.
Se mi zdi tudi fair, da jo vržeš v kot, če ni dobra. Ja, seveda, Ker pa- ki ne mora biti vse všeč, Ja, se veš, strinjam, mislim. ja. Pa res, da Zato je še vedno je to tvoje branje, ne nujno to, kar piše. Ja, to je seveda. Ja. ja. Vse to je to, da ponovno Ja. zaživi. Ne. Ja. To so mimohodi, bolj. To se mi navadi, ja. Ja, kot kontra nekim mimohodom, pa mogoče to, da postane pač prebrano del tebe in se tudi prevesi v tvoje ustvarjanje. In zdaj kako, na primer, Jakob je prej govoril o tem, kako se pojavlja neke usporednice med tem, kaj delamo v šoli, pa kaj beremo v šoli, pa kaj on potem, na primer, piše. In zagotovo se tudi pri vama, ko pišeta, pojavlja neke usporednice. Se poznamo tako pesnike, ki pišejo na osnovi najdene poezije, na osnovi nekih zamisli, nekih tem, ki jih oni najdejo in jih potem inkorporirajo vase. Kako pa najti svoj glas v resnici? A je sploh kaj, kar še ni bilo zapisano? Seveda. Seveda. Vse je še ne zapisano, ker si svoj lasten človek. Seveda ne bomo zdaj govorili na tej banalni ravni posnemanja, ne? Ampak iz teh graditeljskih elementov, ki smo jih dobili, ustvarimo svoj nov svet. Seveda. Nič ni še napisano, kar si ti doživel. Nič ni še zapisano, kar ti čutiš. Ker boš napisal na sebi lasten način. Ker vsak človek je svoj kozmos. In tukaj sploh ni dileme, jasno, da vsako literarno delo, če je pošteno, ta izraz je malo tako izmuzljiv, no, ali pa iskreno, ali ne vem kako, no, človek temu rekel, je za tistega, ki je to napisal, dovolj. Pustimo zdaj za bralca, ne, ampak ja, seveda. Ja, se strinjam. To, kar je on napisal, to je ta svet. In je nedotakljiv, sploh če je iskren, ne. Ker pač se tudi zgodi, da ni več, ne, da ne more več ratiti iskren. Ali pač nehaš ali malo, oziroma se pustiš malo. Postiš, kako. Pač. Pustiš. Ja. Pa mi všeč, ja. A ne, koli. Ja. Si ti pa reče, ja, Tukaj sem se jaz tako spomnil na našo maturitetno Ano Karenino in na začetek, ne, da si poznate, kako že gre, da je vsaka žena srečna na enak način, vsaka Ne, vse srečno življenje. Podobne, vsaka žena. Zdaj nočem reči, da je poezija, mislim, da se v poeziji največ piše o nesreči, ampak gre pa res za vsakega človeka, za vsako pesem, za 1100 strani in strani v mislih, občuti, ki jih potem ti v tej pesmi govoriš. In tukaj lahko pride, to je pa mogoče slaba stran tega, da ti izhajaš iz ene pesmi, ki si jo prebral, da se lahko že s tisto pesmo zelo mrežiš. In da je vprašanje, ali je boljši izhajati, mislim, v kakšni meri ti eno stvar ponovno pišeš, ko si ti nekaj prebral in na podlagi tega ustvarjaš. Tukaj kar hitro se mi zdi, da se lahko človek zelo omeji, da se to tudi, ker je tega mladim poezija, da se tudi pri mladih to velikrat vidi, predvsem pri kakšnih začetnih delih. Da gre za včasih za pomanjkanje izvednosti. Ja, se ne more tukaj pač greš iz nule, ne, in pač veslaš med tistim, ko poznaš, ne. In to je čisto legitimno, v bistvu. Normalno, pač. Začnemo s posnemanjem, zato je osnova vsega. In tudi posnemanje je lahko dobro ali pa slabo. Ja, se tako mislim. To je the best. Pa seveda zahtevamo, ali ne bi od sebe presežke. To pa je potem ena večja in višja stopnja. Mogoče bi sam, če dovoliš, to, kar smo tudi prejšnji četrtek govorili na kafe Kolašno. Kaj je pravzaprav, kakšna je razlika med dobro in slabo poezijo? To meni tako zelo muči, kar naprej se soočam s tem, da mi kdo prinese eno ali drugo ali tretjo ali pa deseto stvar v pogled. Ali je to dobro? In zdaj ljudje pričakujejo, mladi ljudje, da bi mi zdaj rekli, ja, je dobro ali pa ne, ni
dobro. Ne? Kako odgovoriti na to vprašanje? Jaz postavljam vprašanje. A ja, kaj? Ne vem. Dobra in slabe poezije ni, ne? Po mojem je iskrena poezija, ali pa ne iskrena. Moje najljubših pesnikov je mislim, se še živi, ne? Ampak je bil Ivo Svetina, zdaj ni več. Ko je začel štampati te knjige kar noro, ne? Zadnje misliš, ne? Zadnje obdobje, po letu 95 približno, kar se mene tiče, se pozna ta gonja po točkah in po tem, da je v tem kanonu slovenskim in ne vem kaj. In se mi zdi, da se polenil s svojim raziskovanjem in svojim potovanjem po teh svojih kozmosih, pa puščavah, pa ne vem kaj, ker od začetka je genialno pisal, ne? Recimo na Joni, pa Botticelli, to sta zbirki, ki sem jo jaz prebral že na 20krat zdaj. In priporočam, ker to je res wow. Mislim, o tem, kaj to je, bi se lahko pogovarjal kasneje, pa bi jaz lahko v stanovanje, pa vzel zbirke, pa bi pogledal, ampak vse sem hotel, pa sem pozabil. Mislim, da tist, ki je že pisal v svojem življenju, ve, da to resnično izhaja, kot smo že rekli, iz nekih globin, ko še sam ne veš iz kje, in daš celega sebe. Če res iskrenostjo pišeš, daš sebe vam tako, da se lahko kdaj v gledalo pogledaš, pa vidiš, da se jokaš tam, ali pa ne vem, kako drugače trpiš, ali pa veseliš, ali whatever. V glavnem gre za globoka čustva, ali pa saj za globoko doživetje, res te iskrenega pisanja poezije. In v tistem trenutku, ko človek te zadeve napiše, za njega osebno je to, za moje pojme, največje delo do takrat. Samo vsak bralec posebej lahko to tretira, ali mu je všeč njemu osebno, ali pa ne všeč, ampak je to dobro ali ni dobro, ne vem, kdo bi lahko to sploh sodil. Tudi kritiki ne smejo, če niso prebrali vsaj 70% vsega izdanega v Sloveniji. Za moje pojme. Recimo. Ne, mislim, to, kar se dogaja zdaj, ampak to ne bomo, to sam tako malo, malo zraven omenjam. Kar se dogaja s temi kritiki, to je grozljivo, ne? Ker kritiki zdaj kritizirajo zbirke, se mi zdi ful površno. No? Sem tudi prebral, imam kar nekaj revij iz 50-60 let in to ravno zaradi tega, ker sem želel videti, kako so pisali takrat kritike. Ne? To je čist drug svet. To so eseji. To so skoraj leposlovne eseji pisma. Pri določenih kritikah. No? To je res noro, kako to, s kakšno analizo so oni pristopili v bistvu. Zdaj pa tudi je, ne? Zdaj so tudi nekateri, ampak dosti jih je pa takih že to, kako lahko ti kritiziraš zbirko, to je tudi branje, recimo, no? Kot branc, kakoli, ali pa kritika, ali whatever. Na ta način, da že gre s tem, da boš napisal kritiko tako, da ne bo ne slaba, ne dobra. Recimo, no, primer. Ni polniti kritika, ne? Ja, no, sej, recimo. Tako da jaz se ful ne upam sobe, to lahko sam rečem, da mi je všeč, ali pa ni. Ampak tisti, ki je napisal določeno pesniško zbirko, res iz srca, ali pa pesem, je dal celega sebe noter. Je ful neodgovorno reči to za noč. Sploh kar tako obraz. Pa nočemo biti hinavski, nismo hinavski. Ja, itak ne. Mislim. Pa tako se mi zdi, da, ker sem že s tem začela, pa moram tudi en odgovor največ dati, no, da saj jaz tako doživljam mlade pesnike ali pa sploh pesnike, da pravzaprav vse imam ene dve kategoriji. Ne. In sicer takrat, ko preberem pesem, čutim, da me bo pesem odpeljala, oziroma da pesem odpelje tako na odprto morje, da vrže van svet. Potem je to ena zgodba in je super, lahko je pa pesem tako kot, da pogledaš v en skrajno zapleten mehanizem, ali ure, ali kaj pa vem, ker je zapravo tehnični tip nisem. In ko to začutim, se mi zdi tudi v redu. Tako se mi zdi, da sta dva taka, vse seveda so tudi umestne variante, no?
In če vsaj nekaj od tega začutam, ali ta fluid, ki te odpelje, ne, ali pa ena taka struktura, kakršnakoli ženo, potem rečem, ja, dobro, če že uporabljamo ta izraz, dobro je. Če pa začutam, da smo, ne vem, kaljem, ne, da pa rečem, tako pošteno, ja, da mogoče pa je treba še kaj narediti, ali pa kaj premisliti v tem smislu, da kaj je tukaj zares tvoje. To je edino merilo, ki si ga upam postaviti ljudem, ker sem velikrat v tej vlogi, no? In nočem biti nikoli sodnica, ne? Ali pa nekdo, ki bi rekel to ja, to ne, ne? Ampak tako, da človek sam pa pride do spoznanja. To je spet pa druga funkcija, ne, kot si v funkciji urednice, ne. Tudi, ja. Ja, in to je pa drugač kot samo kot če si bralec. Ja, funkcija urednice. Pač v resnici. Ja. Jaz sem te nasvete, ne, pri oblikovanju, ki kroži, sem vedno, zdaj, ko sem glih pred kratkim, sem spet vzoril zbirko, ne, in sem se spomnil pri določenih pesmih, ne, take zelo lepo potaknjene nasvete, ne, ki so pa res niso, ne vem, meni dali na ta način, evo, to je pa rešitev, da piš tako, ne, ali pa to ni v redu, ne, ampak sem se res poglobil v to in najdel eno tako perspektivo, ki je bila res, ne vem, meni lasna in mislim, ki je potem dejansko... Ja, in to je dobro urednikovanje. Ja, to je res dobro. Ker ono urednikovanje, ko ti priješ pa govoriš tam ono, ja, to ni dobro, to ni, ne vem kva, to ni pesniški jezik, to je pesniški jezik, pa daj pomir se človek. Mislim, veš, res zdaj pejt malo strano. Ja, si urednik, urednica, whatever, ampak nisi pa, ne, razsodnik. Ti ne moreš zdaj človeku v bistvu ta pometati dol pa svojega nekaj naflekati gor. Ne bo isto, mislim, čist drugo bo. In to je tudi v bistvu zelo, mislim, uredniško delo mora biti zelo odgovorno, no. Evo, tle pa spet, tle pa še več, tle pa že 95% vseh predanih, če hoče biti to dober urednik, po mojem. Ker se pač dogaja. In recimo Letažer, to je, jaz Letažer jemljem kot založniško hišo, ne. Ker to je zelo resna stvar. Ne, resnično. Ne, resnično, ker Mladinska knjiga izda eno pesniško zbirko izvirno, kar se prvencev tiče na leto, ali pa tudi to ne. Recimo Letažer, vsaj eno na leto, če ne tudi dve mogoče. Pa dve v enem ali pa kakorkoli. Ne, dve v enem imamo tudi, kakor vprašali, to je best. In to je ful, ne, in Letažer je zdaj res, če mene kdo vpraša, pa to je tako od tistih etabliranih urednikov in podobno, jaz recimo Letažer zelo velikokrat izpostavljam, ampak noben ne ve več, mislim, noben ne ve, kaj to je, kdo to je, whatever, zato ker se ne zanimajo. Ker pač živijo v nekem svojem pa je že medu noter zabubljeni in pač si jim je ful fajn, ker vse je javo okrog in to je to, ne, to je super. In da pogledajo čez. V nameščenem stolku, ne, se reče. Ja. Ja, tam neki pa segunce okrog in imajo v njih par ljudi. Sej tudi recimo ljud literatura dela ful boljš, kot je delala. Andrej Hočevar, kljub temu, da ga imam malo rad, pa manje. Zdaj, ko ureja to spletno stran, je ful veliko mladih ljudi, tako zelo raznorodnih glasov izpostavil že recimo. In to je dobro, ne, so pa drugi problemi. Pa vseeno, tega se manjka. Manjka se psihopatov na poezijo, no. Manjka se res fanatikov, totalno. Neizprostnih fanatikov, da kar rečeš, to, bum, gremo, akcija. In tako je treba delovati od začetka, po mojem. Ne glih zdaj iti do ljudi, pa jim reči, zgibno, pa pač, malo energija pa to. Zato me tudi Miklaško mir kul, no, vsake to, skakljapo na mesto, pa tu v zrak. Ima malo energije, ker mi pesniki smo si taki neki, vsake to biti tako, kar malo živi. Vse mi smo zdaj živi, da mi kaj nas dekla.
Ampak vse veš, ne? To je najprej mora vsak bralec razumeti Kafko. Ne? Kafka reče, da je literatura sekira zamrznjenemu morju v nas. Najprej moraš ti svojo to sekirco vzeti, pa malo posekati to, kar je noter, ne? In potem lahko postaneš bralec. Ker če ne, če si pa sam bralec, pa ne pride do tebe, pa tudi Pa kot ustvarjalec moraš biti ful širok bralec, Ja, za moje pojme, se no. strinjam, ja. Ne samo brati pesniških zbirk, pa romanov, pa nekaj, ampak oziroma niti ne brati, absorbirati življenje okrog sebe, ne. Recimo, videti tele fotke, kaj to je, iti tja prebrati, mogoče pa pade na vdih ravno iz unih tipčkov tam postrojenih v belih uniformah, 50 celo. V belih uniformah ali karkoli, no. Recimo, da se skozi oprezaš, skozi gledaš, skozi si v bistvu na trnih. Jaz sem zaradi tega pisal ful časa v Pikofejlu. Ampak sem za nalaž ob 10 zvečer in do enih sem bil tam notar in to je tako proti 100 ljudi not, pasi, nabijali tam na muska, vse. Se vem pravi, da smo ful sami, pa doma, pa jokamo zraven, pa pišemo tam, pa se prah dviguje. Ampak ni čist vedno tako, no. Jaz recimo moram ful najdem navdiha v množicah ljudi, ne. Recimo tudi na protestih sem ful najdem. Ne da bi iskal, no. Ne, se to, da, ko sem jaz rekla na začetku samota, to ne pomeni, da Ja, si vem, doma vem. ne? Ampak tako, To so v zdaj svojem druge svetu, ljudi ne. sem Ja. ljubel. To mi je zelo všeč, no, ko si rekel, da pravzaprav branje ne pomeni samo branje knjig, ne, Ja. ampak da pomeni branje sveta, ne, da pomeni opazovanje sveta, ali pa tudi, mislim, da sem že prej omenila, ne, dešifriranje sveta, v katerem živimo. Ne. Mislim, v filmih je to poezija, da se sploh ne znaš misliti, ne. Ker tudi dosta režiserjev zna potegniti v svojih scenarijih ali pa dosti piscev scenarijev zna potegniti v bistvu iz celega sveta, iz ogromno literature tudi, no, ne govorim zdaj strogo o tem, da so scenariji napisani po nekih literarnih predlogah, ampak ogromno poezije noter najdeš. Recimo v tem filmu, ki ga zdaj ogromno ljudi tudi ne mara, recimo, Ljubezen, Lav, je ogromno neke, mislim, res tako družbene poezije za moje pojme, no. Dobro, ne bom razlagal, ker če niste gledali, pač ne morate vedeti, o čem govorim, ampak predlagam, da ga pogledate, sicer, okej, mislim, da ljudem mlajšim od 18 let odsvetuje ogled celo. Tako da mogoče boste počakati, sorry. Zdaj sem se spomnil, ker sem gledal une trikoti, pa so vsi 18. Ja. Ne vem če. No, evo. Ali pa gledaj, vse en, vse kar je to prijetno, se da zelo se ni nič tanska, pač ljubezensko erotični film v kinodvoru se vrti, no, tako da ni nekaj grozno. A se še vrti? Ne vem, vrti. Ne. Vse bo za zamudnike. Bo za zamudnike? Enkrat bojo, samo. Če boste že 18. Če boste ful zamudniki. Mlajšim od 15 ste sam prepovedali. Ne, ali svetujejo pa ogled starejšo osebo, mlajšim od 18, ni tako? Ja, Ja. je prepuščeno vsak. Drugače, tukaj že jaz, se mi zdi ena še zelo, ko smo prej govorili o tem, kako z nekim branjem sam dobiš pesniški navdih, se mi zdi zelo dobro povezovanje z glasbo, ne, tukaj mora res to, da se mi zdi, da tukaj gre res za eno tako, ne samo zgodovinsko povezanost tega dvema pojmova, ampak da gre res za dejanski bližini teh dveh smeri. Mogoče je ta povezava zelo večja kot s filmom, recimo. Ne? Ali gre pa spet za različne vrste poezije. Ne? Da gre za, ne vem, Mislim, ful je povezan to, no, recimo Gregor Kosi, za moje pojme najboljših slovenskih pesnikov, vem, da ga noben skoraj ne pozna, klede, iz Maribora je, on je bil vpet v to življenje, alternativno, literarno, glasbeno že celo življenje in je bil v bistvu res od 15 leta že v različnih bendih in kle se pozna, recimo Mik, pesniška zbirka, to je totalna glasba, se pravi, trda, okorna, alter, hard, niti ne tako dosti bolj trda, kot pa zdaj dela recimo svoje tekste v skupini Nina Bolatovics,
On je v neki Vojti da 4-6 tednov, kaj bo en band imel še bolj neizprostne besedila, ampak ta Mik je res kot ena pesmerica v bistvu. Nekaj povezano med hardcoreom pa Joy Division. Pa samo bereš, pa vidiš ful tehna, pa ful sivine, ful kvadratov. Tako da ja. Vse tudi Ian Curtis je bral Blakea, pa potem tega je vložval meni tudi najljubšega angleško pisočega Elena Ginsberga, recimo pa še cel kup podobnih, je imel pač na polici te pesnike in se zelo plajal na njihovi tradiciji, recimo. Zato mogoče nam je ta Joy Division to blizu, in ko pišemo tudi. Ne, sorry, kad težim, zdaj zgleda, kada si spomenik postavljam, ampak si ne, samo obožujem poezijo. Sem nastopil skup s tem Petrom Hookom, ja, basistom originalnim od Joy Division, ker sem snemal nekaj zraven za ritmijo in sem mu rekel, da pač ne samo glasbeniki, da tudi pesniki so ful zgled najdel v Joy Division, recimo. Pa on meni rekel, čist punkersko. A ti pišeš? Pa sem rekel, ja. Pa on rekel meni tako, ja, bi prišel zdaj z nami prebrati eno pesem svojo, tako, pa bomo mi spremljali. Pa sem jaz rekel, se zajebavaš? Pa on rekel, ne. Pa sem jaz rekel, okej. In sem šel se sprintat v hotel, en hotel, in v backstage, in ko sem prišel backstage, je rekel, hello, guys, tole je Dejan, to so moji gajsi, ne, neki, okej, tako so si z rokami, ne, zaželeli srečno in so že laufali, ne za njimi, tako, kaj je to zdaj že kar, in pol prvo komad je bil v redu, ta drugi komad sem prej zgor prišel, ne, in lepo spremljal, tako, kaj bo odkole, kaj da bo strelil, in je bila izjemna izkušnja, ampak zanimiv. Je pa resno, da sicer imam ful rad Joy Division, ampak nisem pa tako paljen, da bi zdaj ful imel, joj, bog. Ti je taj pa bog zdaj, zato ker tam špilo. Sem nekako šel mirno čez teh 800 ljudi, recimo. Ampak je pa zanimiva izkušnja. To si najbolj štihko, Ja, mislim, elementarna izkušnja povezovanja poezije in glasba. Kakršnikoli glasbe. Ja, seveda. Kakršnikoli dobre. Malo dobra. Ker meni se pa ni dan več brata, veš. Jaz ful ne moram več brati v nekim Ne moram, ne da se mi več, veš, po tolikih letih po to. In pol, zato je tudi bil razlog, zakaj smo naredili z ne vem, ta projekt. No. To je zelo grozno, mislim, to je bil nojstvo vse. Ampak ja, je treba, če najdeš to v sebi, da moraš iti nekam drugam, moraš iti. Jaz bi se za konec vrnil k eni debati, ki je Maritka že prej skušala začeti, in to je, kdaj izdati. In mogoče Jakob najprej, kdaj izdati prvenec, Dejan svojega iz srednje šole obžaluje, tudi upam, da ne. Ampak res, kdaj to vesolje pol se vroči, da to ni več samo tvoje, ampak da lahko postane tudi bralčevo, pa mogoče potem še za Maritko in Dejano vprašanje, pa pač, ko je prva, tako naprej. Jaz bi rekel, da tukaj sem bil jaz, na začetku, ko sem to skupaj dal, tudi malo bremenjen, glede tega, ker nisem priključen. Potem sem pa, zdaj pa, ko premišljujem, sem pravo odločitev naredil, nekdaj izdati, ko imaš eno tako celoto, pod katero se res lahko pripišeš. Ker se mi zdi, da je to ena stvar, na katero takrat nisem pomislil, da dejansko sem v tistem obdobju, v tistem letu, tistem pol leta ustvaril eno tako celoto, ki recimo zdaj, čeprav sem starejši, čeprav bi rekel, da imam vsem nekaj izkušenj več, nisem napisal. Tako da takrat, sigurno takrat, ko si pripričan, da imaš eno tako, ker je pesniška zbirka, le pesniška zbirka, ne zbirka pismi. Ja. A veš, ampak ti imaš že, mislim, ko od Jakoba bereš pesniško zbirko, ta glas je že izoblikovan. Te besede, te pesmi imajo svoje telo. Moje pesmi so bile pa Kinder jajček, brez vsebine. In v tem je velika razlika, ne. Zato, ker nisem nič bral. In zato sem naredil zelo veliko napako, ne, v svojem življenju, kar se te knjige tiče. Zato je še zmeraj 300 izvodov doma.
mislim, da že precej prepojenih z vlago, ampak vse. Tako da... Kako si po vseh izdal? Če imaš doma še 300? Kako je bilo nakladno? 500. Ne, zato ker je išlo skupaj s šolo, pa so pa oni to Italija na mest čestitk pa tega. To je grozno, da veš, kaj bo še neurno dogaja, nek se to pravi, da se vse. Ampak je pa cool, ne? Jaz sem bil ful slabe volje, ker sem pa to ugotovil, da res za nič. Ampak se nisem predaval, poglej, ne bom se predaval, to pa je, mislim, sem še tako, a veš, ne bom reč senca njena, nisem bil hotel biti senca v tej pesniški zbirki, tako, gremo dalje. In je rater nekaj, ki si rečeš, ok, cool, to je pa dobro. Vse je bilo že takoj, smo preveč ego, da bi čakali do leta 2008, tako da že čez pol leta mi je bilo že bolj všeč. Mi jo je prijatelj rešil iz diskete. Sploh nisem vedel, sem mislil, da je izgubljena zbirka. Ker res imam ene 3 pesniške zbirke, ki sem jih zgubil, pa sploh ne vem, ki jih imam. Ne, vsaj 3, no. Za eno vem, ki je, eno sem dobil pol, to recimo ta pobesnila Prikolica čistih solz, mi jo je prekopiral v bistvu na ključek iz diskete, tako da sem tudi vesel, da je. Mi je smešno, ampak sem ponosen na njo, ker na tebi nisem. Tako da zdaj ne vem, zajepne to, ne? Hecne to, kdaj izdati za res, pa... Pa, ko si malo starejši, je že boljš, no. Ne vem, ko si navajen na čakanje, pa to, pa ti ni take panike. Sploh ni res. Ampak ja, da se vidi, da si ti enkrat imenila, ker obžaluje, da si bo včasno čakala. Je, glej, zdaj A ti pa obžaluje, ja? Ne vem, če ne bi zdaj o tej svoji zgodbi, no, ampak bom na vprašanje se omejila, kdaj izdati zbirko? Takrat, ko vsaj malo verjameš, da bo ta zbirka premaknila nebo in gore. Ja, jaz sem verjel. Ja, Jaz sem verjel, da je ona modelka prišla do mene pa rekla, le, kako si fajn, da napisal motor. Ful si cool. Ja, saj zato se mi zdi, Vse to se razblina. ali pa vsaj malo verjameš, da bo komu spremenila mogoče gled, odnose. Ali pa v tem smislu, vsej objektivnih meril res ni, ne? Ja, vidite. Sej pa Škrljancu je zanimiv, ne? Pa je on pisal od začetka 80-ih, pa leta 97, ko me je zdal prvo zbirko. Zanimiv, ne? Pa je tudi prej že prevedel, mislim, da par zbirk pa prevajal za revije, pa tako. Bil pet v to literarno življenje, pa res, ne moram reči, da je tako pozno, ne, recimo, zdal. Kako pa pa prva primerjavi z drugo? Pa gre lažje. Pa gre lažje. Sigurno, definitivno. Sploh, če je druga prva. Ima še kdo iz publike kakšno vprašanje? Kakšen komentar? Ja, lahko samo nekaj na to prvo zbirko, ker ti ne maraš svoje, če te lahtika. Ja, sram me je. Ja, ampak rekel si, da je problem to, pač, da ti prej nisi bral in potem nekako ni to. Ampak kaj pa ta doživetja potem, kar ste vsi omenili? Da v bistvu to tudi vpliva, da vse to, kar gledaš in nekaj si pa doživel do takrat. Gledal sem samo eno osebo takrat, veš. Ja, si to je Ko tudi gledišče bilo zelo omejeno. Njej je bilo. Pa RTV Slovenija 1. Prvi program Vojna v Bosni, to je bilo to. In pol je bilo to, veš, tako malo, vse nekaj. Zdaj si nas toliko ziritiral, da vam pomaš mi brat. Vsi. Pa te pa ne enkrat, no. Nimam, no. Če imaš Pa če imaš Zabavni, da sem. tole glavnih riba. Bom na delavnice prinesel sem, pa bomo prepleskali, pa delal svojo novo. Ne, res je grozen. To je hočem ne videti. Dosegel si. Super sem dosegel, nisem hotel, ker je grozljivo, ampak... Mislim, ne moš vedeti, da je to isti človek. A je to tukaj povedal, če ne, nihče ni prebral. To moramo videti, no. Na srečo v kožu nimate tega. Ko sem preveril zamč. Tako da je treba izlet v Kranj. Aha, okej. Se imamo še nukte. O, Jesus. To pa je verjetno, nuka pa nisem vedel. No, imaš še kdo kakšen vprašanje? To ne gre editira. Ja.
No, če ni drugih vprašanj, bi se sem lepo zahvalil, da ste prišli. Projekt Rast se odvija še do 28. septembra in na to bom vse. In pa zaključnim literarnim večerom, na to se v pravi maniri tega, da smo izpeljali v mesecu dni 21-22 dogodkov, brez kakršnihkoli financ, malo sprostimo in 10. oktobra organiziramo en koncert, Poševnica Žur v Rogu. Literarni klub Letažer se letos na sceno vrača 21. oktobra. In ni več omejen na gimnaziji. na šolske klopi in se vrača ob 7. v Vodnikovi domačiji 21. oktobra z literarnim večerom Meja, tako da vsi tudi tja povabljeni. A to predstavitve nove kakšne zbirke? To pa še Nova ne. zbirka je nastala snimo. Ja, Kar povej, ni treba zadeva. Ja, tudi letos bomo dali prvenec, tokrat Jaka. O, super. Tako da Veš, mi smo že navajeni ploskami, pa fajn, da še Jaka enkrat dobili. Hvala sem, da ste prišli. super. Če bi želeli podpreti novega dijaka in pripraviti kakšen kovanček. A imaš kakšen izvod zame? Da vidim, Res, ja. novi dijak. Ti pa boš prinesel. Ti pa tebi, jaz pa tebi. Ja, okej, prav bo. To pa zdaj.